Ljudje in ljudje, poslušate 72. epizodo oziroma 17. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, oklopljeni z beskarjem, obsujemo Dank Farik, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Yo! In Aljoša Harlamov. Tokrat je z nami prav poseben gost, to je nesporno, namreč največja zvezda serije, o kateri bomo danes govorili, namreč Grogu osebno. Žal pa Asoka Tano ni bila na voljo za prevajanje, oziroma iskreno povedano, pokazali smo ceno, ki jo je postavila našemu računovodskemu oddelku prejšnji torek in se še danes, ko tole snemamo v ponedeljek zvečer ob 10, niso nehali smejati, tako da hvala Grogu, lahko greš nazaj počivati, samo stran od hladilnika, si slišal? No, mislim, da bo ubogal in da bo ostal nekje tle, vse jaz ga bo imel na očeh. kako peto fasal. Na srečo pač v stanovanju nimam kakšnih ogroženih žab ali pa česa podobnega. 72. epizoda je torej 17. special iz karantene, kot sem že povedal, namenjen je našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo lajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci zdravi in na varnem. Upamo, da ste imeli tudi vesel vstop v novo leto, da ste se spočili med prazniki in vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti, oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V tokratni epizodi bomo govorili o pred kratkim zaključeni drugi sezoni serije The Mandalorian, kar ste najbrž razbrali že iz uvoda. Seveda bomo kakšno rekli tudi o prvi, ampak predvsem bomo govorili o drugi sezoni, ki se je predvajala na za Slovenijo še vedno legalno nedosegljivem pretočniku Disney+, in sicer od 30. oktobra do 18. decembra lani. Skratka, nismo kaj prida aktualni, to je lanski sneg. Sezona, drugače pa je sezona obsegala novih 8 epizod. Če serije ali samo druge sezone še niste gledali, potem za vas velja seveda standardno opozorilo, ki ga povemo na tem mestu, da bo epizoda namreč vsebovala kvarnike. Če bi serijo ali sezono raje prej pogledali, storite najprej to. Vsega skupaj obsega torej 16 delov oziroma poglavij, kar ni tako zelo veliko, so tudi različne dolžine, nekateri malo več kot pol ure, in se skratka k poslušanju epizode vrnite pozneje. Če ste serijo na tekočem, pa skočite z nami v Razor Crest, pripnite Groguja in zakurbljajte mašino. Wow. Maestro, zašpilaj eno kavbojsko. Skratka, mi smo nazaj tudi v novem letu, smo tukaj z vami, dihamo z vami, klepetamo z vami, oziroma mi klepetamo med sabo, vi nas poslušate, tako kot je red stvari na tem svetu. Igor in Mito, kako sta se imela za novo leto, kako sta preživela skok v 2021, ki bo boljše, srečnejše in bolj seksi, kot smo obljubili? Vsekakor upajoč, da bo boljše kot 2020, ja. Noč pa ležečki. No. Jaz sem letos se moral odpovedati temu dunajskemu koncertu za novo leto v živo, ki se ga vsakič udeležim v operi. Ampak ja, upajmo, da bo naslednje leto boljše. Zagotovo bo, mi to garantiramo, da bo leto boljše. Ne nazadnje bomo mi, če bo šlo tako naprej, drugo leto imeli še več epizod v tem letu. Jaz mislim, da tole bomo na koncu zračunali, ampak zdaj smo že kar, mislim, da krepko v nekem rekordu.
epizod, ki jih imamo, ampak danes govorimo, epizodo posvečamo zelo, zelo pomembni reči oziroma stvari oziroma karkoli že med ZFF in so ostalo zalego ljubitelji. Skratka, je to serija, o kateri se veliko govori, seveda se pa veliko govori o njej med fani oziroma oboževalci, da govorimo lepo slovensko, med oboževalci in oboževalkami vojne, medzvezdne vojne, kot jaz to lepše prevajam, kot je Vojna zvezd. Sicer, kot smo že rekli, Grogu igra v tej seriji potem Pedro Pascal, ki je trenutno eden najbolj iskanih igralcev, najbolj vročih igralcev, tako da je na nek način Vojna zvezd. No? Hotel sem še reči tole, da seveda Mandalorian je svojo premiero doživel že zdaj predlani, leta 2019 je šla prva sezona, takrat premierno na premiernem pretočniku Disney+, to je bila dejansko njihova prva izvirna nova vsebina, ki so jo ponujali in s katero so privabljali ljudi, in kar veliko so jih privabili, in druga sezona najbrž še več. Dajmo mogoče pogledati samo glavne igralce. Skratka, Din Djarin je Pedro Pascal, ki smo ga že omenili. Mnogi se ga spomnite najbolj kot Oberina Martela, ki se je mimogrede pojavil v 4. sezoni Game of Thrones in iz nje zelo z velikim pokom odšel. Implodiral je. Tako, implodiral je, ja. Jaz se ga najbolj spomnim v resnici kot Javiera Peña iz Narcosov, to je na Netflixu, skratka, po prvih 2 sezonah je bil on v glavni vlogi in je bil izjemen. Nazadnje smo ga... Mislim, da še rekel Buffy iz, mislim, da 4. sezone, 24-letni mulo. Ne? Ja, seveda, ampak tam takega impakta ni pustil na meni, moram priznati. Se pa ga zdaj spomnim, jak sem videl slikce, ki so na internetu krožile, da je v Buffy in tako. Mi to ti še nisi tam, ne? Ne, razumem. Jaz sem kar zaključil 2. No, o tem bomo kakšno rekli v naši posebni rubriki. Nazadnje smo ga torej videli Pascala tudi v Wonder Woman 84, če ste jo gledali v lanskem filmu. Potem imamo Moffa Gideona, ki ga igra Giancarlo Esposito. To je Gus Fring iz Breaking Bada in iz Better Call Saul, ker igra isto vlogo, in pa Stan Edgar v The Boysih, seveda, ne, v Pubecih. Je pa zaslovel kot glasen revolucionarni hip-hopper v Do the Right Thing. Mislim, je bila to njegova prva vloga v Spike Lee'jevem prvencu, kjer je res cool. No? Ja, tam se ga ne priznam, da se ga nisem spomnil. Sem videl, da ima tudi to, ampak sem mislil, da ni toliko drugačen zgleda, dejansko ena od glavnih vlog. Mislim, da je tam 3., 4. glavna vloga. Ja, še en film, ki se je znašel na mojem seznamu spet za pogledati. Aha, res priznam, da se ga ne spomnim. No? Drugač pa sjajni igralec, pobral že kar precej nagrad za svoje, predvsem za, se pravi, Gusa. Drugače ga v tem eno izmed glavnih oziroma vračajočih se vlog je tudi Cara Dune oziroma Gina Carano, ki je igrala tudi v Fast and Furious 6, kot vidim, pa seveda v Deadpoolu. Je pa neka, če razumem prav... MMA. Prosim? MMA, Mixed Martial Arts. Tako je, pač pretepačica. V temu Haywire, Soderbergovem, kjer je igrala, je ena fight scena, ki jo ima s Channingom. Najprej Channing Tatum je bil plesalec, on se ful vredu zna te koreografije izvesti in so mu rekli, ok, ona ne obvlada teh koreografij, ona se tepe, moraš se umakniti. Ni se, pravi trenutek. Nekaj mu je zlomila, tako mimo grede, on je odigral sceno, ker je profi, ampak ja... Treba se umakniti tej ženski. Ja, skratka, kar žestoka ženska, tudi glede kakšnih stvari v resničnem življenju, o čem je mogoče tudi kasneje, sicer pa bi mogoče v tem, v novi sezoni lahko omenimo seveda Boba Fetta, ki ga igra Temuera Morrison. Njega se bomo najbolj spomnili kot Jango Fetta. Igral je torej svojega lastnega očeta. V drugi epizodi pa tudi glas je dal Bobby v novih izdajah
Empire Strikes Back in Return of the Jedi na DVD izdaji iz leta 2004. Jaz se ga najbolj spomnim iz Once We Were Warriors. Ne? Ja, tam je začel kariero. Ja. No, super. Potem imamo še Cosco Reeves, ki je Mercedes Varnado. O njej nisem našel neki blazno, ne vem kaj. Drugače pa Bo-Katan Kryze je pa Kathy Sackhoff, ki je posvojila tudi glas v obeh serijah, v katerih se pojavi, se pravi v Clone Warsih in Star Wars Rebels. Sicer je pa bila v Battlestar Galactica imela eno glavnih vlog, bila je Starbuck. In potem na koncu, ko so čist zgubili plot, zakaj se gre, je postala angel. Ja, to se zgodi na koncu. Čist noben spoiler ni na koncu, da serija v zadnjih sezonah malo zgubi ideje. Okay. Skratka, to bi bil nek pregled glavnih igralcev, mogoče o režiserji bomo kakšno rekli kasneje, ne? A sem povedal, da je ustvarjalec oziroma kreativni vodja je seveda Jon Favreau, ki ga poznamo od marsikje, ne samo iz Medzvezdnih vojn, seveda ne. In letos smo si ogledali skratka 9 epizod. In mogoče, ne vem, kaj bo kdo obnovil, kaj je zgodba prve sezone za tiste, ki so mogoče gledali samo drugo ali pa ne vem kaj. Lahko na hitro. Torej, v osnovi glavni junak je Din Djarin, kakorkoli, v glavnem si mu pravijo Mendel. In ima nagravi čelado cel čas, zato ker je dejansko, kot kasneje povejo, verski fanatik te neke mandalorijske ločine. Preživlja se kot lovec na glave in v tem je face dober, ker pač je neustrašen in nasploh badass. Potem pa dobi nalogo, da pripelje tega 50-letnega neko 50-letno bitje in izkaže se, da ta Grogu prvo sezono znan kot Baby Yoda, Disney je probal ga pobrendati kot The Child, ampak Baby Yoda. On ga naloga je, da ga odda pač nekim ostankom imperija, konkretno Wernerju Herzogu. Tako je ugotovi, da oni nimajo nekih lepih namenov, da ga ne bodo tu zdaj ujčkali ali mu pomagali k, ne vem, kakršnem koli razvoju. Zato jim basically napove vojno, ukrade ta malega in pol na koncu prve sezone 8 spopad. Že vmes potujeta naokrog. Tam je super, je en del z tistim vlomom v zapor in pobegom, ki deluje tak čist kot kompaktna epizoda in je res ono perfect timing, perfect beat, super akcija. Mislim, vsi deli so dobri, ampak tist pa je meni bil v prvi sezoni daleč najboljši. No, zdaj v druge sezone se je približno izkazalo, kje pa kaj pač nek ta svet kak deluje in Mando se je odločil, da bo skrbel za tega otroka in mu pomagal. Nalogo ima, da ga odpelje k jedijem in tekom cele sezone išče razne, kak pride do jedijev, vmes pa spozna še druge mandalorice, ki imajo malo drugačne načrte kot on, ampak skoraj vsaka epizoda je, da ima on nek task za narediti in ga naredi. Potem na koncu je en del tragedija, kjer pač ne bomo zdaj spoilali čist za ljudi, ki niso gledali, ampak zgodi se nekaj tragičnega, Razor Crest raznese. Mene kar srce bolelo, priznam. Meni tudi, ja. No in potem se pač zaključi vse skupaj z tem, da on na nek način opravi to nalogo, ker se pojavi, pa bomo o tem kasneje, kdo se pojavi. To je še zdaj zadnja šansa, da si ne spoilate tega. Ja. In pač nastavek je za naprej, da bo vse skupaj veliko boljše povezano z tem planetom Mandalor in narodom ali verskimi ločinami, kakorkoli pač gledaš na to, ter njihovo vlogo v usodi vesolja, ne?
Tako da to nekako smo. Galaksije. Okay. Ja, super. Skratka, na tej točki smo. Gremo drugo sezono, mogoče kar začeti. Jaz bi mogoče za začetek vprašal takole, nekako zastavil, kako se vam je zdela seveda druga sezona, posebej recimo v primerjavi s prvo. Je bila enako dobra, boljša, slabša? Kakšen je vajen vtis potem, ko ste zdaj seveda pogledali celo drugo sezono? Meni je bila boljša, ampak ta boljša je tak za odtenek, ker že prva mi je bila dosti super. S tem, da bi komod lahko zdaj, ne vem, nitpikal v kateri epizodi, da se mogoče bilo čistmičke malo preveč filerja ali pa kaj tazga. Medtem ko ta druga je tudi imela sicer filer, ampak ta dober filer, ta zabaven filer, tisti filer, ki te komod naprej potegne, ker s filerji nič ni narobe, če so le zabavni. In ta epizoda, ta sezona je bila kar super. Igor? Ja, jaz se moram strinjati, če bi mi res roko zvijal, bi rekel, da je ta boljša, ampak smo zelo blizu. Všeč mi je všeč world building, ki ga omogoča to, da je on nenehno na misijah na različne dele, na različnih planetih, kjer sreča in različne rase in dobiš tak neke ideje, kako deluje to kakorkoli postimperijski svet in kak ni vse pač plešoči medvedin Endorja, ampak da dost kje je pač se stvari drugače odvijajo, hkrati pa vseeno ni zdaj to Game of Thrones, kjer je sam nek suffer cel cajt in mislim, se ne da je Game of Thrones cel suffer, ampak imaš recimo temu nek poskus realističnega prikaza, kak bi se politične stvari odvijale tam, ne? Tukaj pa, ja, imaš zametke tega, ampak vseeno so dost bolj simplistični, niso pa dost so poenostavljeni, niso pa simplistični, no, tak, recimo. Ja, mislim, da si tole sta zelo v redu povzela, tudi jaz sem tako približno podobnih misli, kot vidva. Ja, Igor je omenil epizodičnost, recimo, ne? Mito je mimo glede na vrgo, da je to dober filer, ne? Skratka, kar je mogoče pri drugi sezoni, ali pa se sam meni zdi še bolj opazno, je namreč to, da dobivamo nekakšno še bolj žanrsko mešano, oziroma mogoče je bila prva malo bolj žanrsko raznolika na nek način, ta je pa nekako še trdneje v žanru v tem smislu, da stopa nazaj k westernu in ne vem, samurajadi, ali kako bi človek temu rekel, skratka. In da tudi zelo vizualno podobna, v zgodbi zelo podobna westernom in skratka filmom o samurajih. Kako se vam je to zdelo glede tega, ker vseeno tukaj smo imeli nekaj pripomb, ne? Mogoče prva sezona je imela manj tega ponavljajoče se strukture, ne? Tukaj se zdi, da v drugi sezoni zelo veliko krat Mando pride nekam, išče nekoga, tam mu reče, da mu da tisto ali pa tisto informacijo, če gre z njim naredi neki in potem pač dobi tisto in gre naprej in se pač stvar ponovi na naslednjem planetu. Tako je vsaj v prvem delu, pa mislim, da drugem, tretjem, mogoče še celo četrtem. Ampak kako se vam je zdelo, znotraj tega pač je bilo vseeno to upravičeno z nekimi drugimi stvarmi, pač da struktura mogoče ni bila toliko negativno, no, to ponavljanje. Ja, meni se zdi, da veš, kakšen feelings ne jaz imel, da če je zdaj pač prva sezona, mogoče se rada tudi zgledovala po kakšnih klasikih, rečemo 7 samurajev ali pa kakšen heist movie, da je vzela, ne, in da je bil očiten homaž ali pa nagovor temu, se mi zdi ta dost bolj in-world homogena, ne, zadeva v drugi sezoni, pa s tem ni nič narobe, to je super, ker ful pridoda world buildingu. Po drugi strani sem pa še tudi imel feeling, da ima nek, kako na temu rečem, gamerski narativ, kot da gledam nek RPG igro. Torej, imaš misijo, on jo ponavlja skoraj v čisto vsakem delu, moram vrniti otroka k njegovi vrsti, ne? I must return the child to his own kind.
in je pač ta quest, dogodivščina toliko bolj izostrena, ne? Meni je to pozitivno. In tako se rekel, v bistvu noben del ne bi mogel umankati. Zaradi tega verjamem pa, da mogoče bi pa komu zdaj to, ne vem, se ta struktura ali pa je ta začela ponavljati, ampak nisem imel tega feelinga, sploh ne, niti enkrat mi ni bilo boring ali pa repetitivno, ne. Igor, tebi tudi ne? Ne, kot prej rekel, to je zelo vredno orodje, ki ga je uporabil za world building. Recimo, pa hkrati so bili ti omaži v tem delu The Jedi, je bilo precej stvari not, ki so bile v drugih filmih videni, tudi en japonski, ki se ga zdaj ne spomnim, pa neki westerni. Ja, Yojimbo je, točno. In take stvari so se mi zdele zelo vredu izpeljane in me potem ni motilo toliko to ponavljajoča ideja, zato ker se vseeno naprej razvija, pa malo naprej pride, pa različne like spozna in gre dalje. Ne? Mislim, do neke mere me je spominjalo, ampak na ful boljš narejeno, kot so bile pač te serije v 70-ih, ala Kung Fu pa The Hulk, pa A-Team, pa tak dalje. Ne? Mislim, da iz tega črpa strukturo, ampak da ni vseeno je nek lok čez celo in ful je boljš. Ja, mogoče je tu ena bolj kontroverzna tema ali pa kontroverzna ideja. Meni se je zdelo, da Mandalorianu, ne, zdaj vsi govorijo o tem, da je Mandalorian najboljša Star Wars zadeva po originalni trilogiji, ne, kar mogoče tudi so mal, ni toliko nemogoče, ne, ampak predvsem se mi zdi, da kjer, o tem smo se pogovarjali recimo tudi pri Flashu Gordonu, ne, da je Star Wars neke vrste vesoljska opera, da ni science fiction, da ni fantasy, ampak vesoljska opera, tle pa imamo vesoljski western in meni zelo se mi zdi, da je velika razlika v nekem žanru. Prvič, vesoljska opera pač ima to neko grandioznost, to neko epskost, neki epski narativ, medtem ko western ostaja ves čas tako mali svetovi, no, se mi zdi, da je vendarle osredotočen na majhna mesta, na manjšo skupino ljudi, kot pa zdaj seveda neka vojna med 3 planeti ali pa ne vem, za celo vojsko, ne. Mogoče seveda to še pride v nadaljevanju, glede na to pot zgodbo teh Mandalorijancev, ki grejo Mandalor, skušajo nazaj pridobiti, ampak zdelo se mi, da je tu neka velika razlika. Ne? Skratka, da zdaj pa imamo ta vesoljski western za razliko od opere, ki je precej bolj, na nek način je bolj, se mi zdi, mračen to svet ali pa bolj realističen svet. Ne? Vseeno bi se strinjal, da tu je večji realizem kot pa v plešočih evokih, ampak po drugi strani je pa tudi več nekega poigravanja, humorja, cinizma, ni tok stvar, ne jemlje se stvar toliko resna. Se mi zdi, da pri Mandalorianu imamo ta občutek, da so se ustvarjalci blazno zabavali pri tej seriji, ne? In da ne vem, da edina stvar, ki mi je Disney dal, verjetno je bilo pač, da pokažete že fris tega človeka, da bo vsi vedeli, da je res Pedro Pascal in ne vem, kdo drug. Ja. In so pač to morali narediti, ampak se mi zdi, da je to neka in da je tudi pač da Mandalorianu ne nazadnje ta western žanr zelo dobro pripada. Ne? Mandalorian je kot lik en samotni jezdec, lovec na glave, skrivnostenje, ker ima to čelado, ima nek svoj kredo, neko svojo moralo, po kateri pač on deluje in se odloča, kaj je dobro, kaj je slabo, ne? Čeprav je lovec na glave, v resnici ima vseeno nek svoj moralni kodeks, no? In pač tudi tako je precej hladnokrven, racionalen, resen človek, ampak zdaj ima tle enega pač malega Groguja, ki ga nekako počloveči in mu da neko emocijo in tudi solze, kot smo videli v zadnjem delu. Meni se zdi, da je to tisto, kar je tukaj res, res fino ratalo. No? Ja. Jaz mislim, da oblika westerna, če jo skušaš destilirati, ne, to imaš good guy, bad guy in potem ta neki vedno konflikt ali pa obraniti skozi neko moralko, prikazati, v bistvu, kaj vse je potrebno za neko dobro, ne, kakšna dejanja, pa ljudje so potrebni, da se neko dobro naredi ali pa da slabo zmaga, kakorkoli. In
če vzameš v ozir ta dost poenostavljen moralističen koncept kot izhodišče, pa potem 30-minutno epizodičnost, ti da ravno dovolj štofa, na katero lahko potem meso gor obešaš, zgodbo. In seveda to razvijaš, pa napihuješ tam, kjer je to potrebno, ali pa oklestiš in ohraniš fokusirano, kjer je pač tudi to potrebno. Ne. In s tem se zelo dobro igrajo, se mi zdi, da napram drugih Star Warsov, kjer so liki mestoma malo bolj komplicirani, seveda še vedno ne tako kot neka huda drama, ne, ampak pač pripravljen mehanizem oziroma orodje, da lahko to eno dobro zgodbo poveš, ne, znotraj space westerna, da se tako izrazim. Ne. To se mi zdi. Ja. Jaz imam eno vprašanje za vaju, ki ste gledali Clone Wars pa Rebels pa vse te animirane variante, koliko se pa Mandalorian primerja z temi, pač čist način pripovedovanja zgodbe pa svet, kako ga gradi, ker je zadaj tudi Dave Filoni pri vseh teh zadevah. Ne? Ja, meni se je zdelo, da je ravno to tista pozitivna, pač jaz se recimo težko, se strinjam, da je Mandalorian pač res super stvar znotraj Star Wars univerzuma, ampak meni sta pač tudi Clone Wars in Rebels pač super stvar sredi tega univerzuma. Zdaj ne bi rekel, da je tu neki podobnosti, kar se žanra tiče, ni to western, niso Rebels in tako bolje neka, eno je celo neka zgodba o odraščanju, pač o nekem mladem vajencu, bolje podobno meni Harryju Potterju, no? Ampak po drugi strani ima pa točno ta način pripovedovanja, ki si ga tudi ti omenil, pač veliko planetov menjamo, veliko menjamo neke te eksotičnih lokacij, ampak tam nikoli ni tako, da bi bilo to sam neka lokacija, kjer so pač neki čudna biti, ampak vedno spoznamo tudi zgodovino tega kraja, spoznamo neke navade, spoznamo veliko zvemo o naravi, recimo sile, kar meni v filmu včasih kar zmanjka, ne pač ene take stvari, se mi zdi, da in da Mandalorian je v tej povezavi world buildinga precej podoben, no, tem, ne pa v kakršnikoli drugi, se meni zdi, no. Torej, tukaj se ful vidi, če smem malo odskočiti, da je Disney lastnik tudi National Geographica. Ok. Jaz imam taki feeling, da so Clone Warsi in Rebelsi z eno nogo bolj v trilogijah zastavljeni že zaradi likov pa konteksta, v katerem so postavljeni, medtem ko se Mandalorian obnaša dosti bolj avtonomno serija kot izdelek. No? Kljub temu, da so zdaj pač ponujali v drugi sezoni že like, ki jih poznamo odprej, je ta vsaj vides ali pa občutek, ki ga dajo te avtonomnosti, dost bolj prisoten, dost bolj realen. No? Pa ne govorim, da je to hiba, oziroma da je manjko tega hiba pri Rebelsih, ker je malo drugače, tako si ti rekel, zgodba o odraščanju Ezre, pa odnos do svojega masterja, naprimer, to so neke teme pa odnosi, ki jih poznamo že iz originalnih trilogij. Ne. Pri Clone Warsih je pa tudi tako, zopet odnos Ahsoke Tano do Anakina, pa odnos Anakina do Obi-Wana, vsi ti odnosi, ki so bliže v prvotni trilogiji izpostavljeni, so pač v Clone Warsih napihneni, razdelani, bolj poglobljeni, za fane, v bistvu ful dobrodošle kao karakterizacije in tako naprej. Tu pa je čist nekaj novega, zelo samo svojega, ima pa to drugo odliko, ne? Nekaj svežega, nekaj nepoznanega. Ne? In mislim, da to je ena velikih prednosti. Meni se zdi, da je razlika tudi v tem, da niti Mandalorian, niti Mando, niti v bistvu noben drug lik, večji, ki se pojavi v seriji, nima istih idealov kot ljudje iz filmov. Ne bori se za imperij, prav vseeno mu je zanj tudi, ne bojo ga, za imperij, za republiko ali karkoli. In tudi tile, ki so iz ostanki imperija, kot Moff Gideon, nimajo prav zares ideje, da bojo oni zdaj povrnili veličino imperija, ga nazaj zgradili, ampak bojo oni furali svojo sceno bolj in jih za vse ostalo. Ne? Ja, se mogoče,
mogoče glih to, ne, da pač ta moralna sivila, ne, ki je glih za Mandalorijo na toliko paše, ne, ker pač ne veš, good guy, bad guy, vse ne, bounty hunter zna biti surov, nasilen, medtem ko pač v Jedi vs. Sith, dark side pa light side imaš pa te pozicije zelo jasne, ne, so vseeno vitezi pa čarovniki pa tako naprej. Tu imaš pa v bistvu nekako bolj humano človeško podobo Star Wars vesolja, ne. Ja, se strinjam, absolutno je pač to ni vesolje, v katerem bi se zlobneži imenovali, da imajo temno silo, ne, to je pač tako, mislim, samemu sebi rečeš, da si temna sila, to je pač meni malo smešno, no, to je res, sam še v Harry Potterju to deluje v takem svetu, pač da imaš na ta način. Zdaj pa mogoče eno tako vprašanje, da se malo poglobimo morda v zgodbo, vajna najljubša epizoda in zakaj seveda? Skratka, 9 epizod imata, katera je vajna najljubša v teh? Če morate zbrati samo eno, recimo, da vam zvijam roke in držim pištolo na glavo. Ja, meni je... Aha, pardon. Ne, si bi samo rekel, da je 8 epizod, ne 9, ampak... Ja, pardon, 8 epizod seveda, ja. Lažje zbrati, mi to pove. Meni je The Jedi, torej tam, kjer spoznamo Ahsoka Tano, ne. Mislim, da je na nek način perfektno povzame, kaj Mandalorian je. Imidži oziroma vizualije so izjemne, od onega gozda do končnega fajta, do tiste vasice, akcija je izjemna, pa potem še tale world building, ki se doda gor. Mislim, epizoda naredi, spostavi spin-off, spostavi nov lik, pa ja, ne vem, kaj še ne rečem. Mislim, tam je res bila od vseh najbolj izjemna, no, ker je super zgledala, izjemna akcija, super dialogi, the best. Igor, ti? Ja, meni sta bile prva epizoda Marshall mi je bila ful všeč. Zelo težko se odločim, ker tudi The Siege pa The Rescue sta mi bili super, ampak bom kar vseeno rekel Marshall, ker je toliko cool predstavi tega Marshalla. Jaz mislim, da boš rekel Crater Dragona. Ja, mislim, imaš en kup teh stvari, no, ker se sooči s problemom, ki actually ga ne more rešiti, ampak prav tako, kak nastavi to, ok, lahko greš dalje, jaz ti zrihtam tole, lahko neseš vse, samo moraš mi pomagati ta problem rešiti in rešijo problem. Ni simpel, ampak uspejo ga razrešiti. Ful je dobro tale Outback Town, kako se uprli korporacijam in vse te stvari so mi ful delovali znotraj tega in mi je bilo zelo všeč. No? Ja, meni je bilo še v tem delu, torej ta prvem, ne, Marshall, všeč tudi, kako so naredili bolj plastične Tusken Raiderje, ne, ker do zdaj so jih vedno tretirali kot Anakin reče animals, ne. Tukaj so pač jih portretirali kot ja, vse so Raidersi, ampak niso pa per se slabi, ne, pač oni tudi so pač, ne, bitja. Ja, to se mi je tudi zelo... Kulturo. To se mi je tudi zelo dopadlo, ne, ker v bistvu mislim, tale Lucas je eno par stvari, en mal, dajmo reči racist, noter dal, ne, pa mislim, da kasnejši avtori, ki so dodajali, so ful te stvari izboljšali. Ali pa v primeru J.J. Abramsa na koncu zapadli nazaj. No, to se mi zdi kar zanimivo. Skratka, izbrala sta deveti poglavje Johna, ki ga je režiral Favreau, in Mito je pa zbral, se pravi, si rekel The Jedi, ki ga je Dave Filoni režiral. No, jaz, če bi moral enako zbirati, bi se mogoče presenetljivo odločil za The Believer. To je namreč 15. poglavje, v katerem se vrne skratka Bill Burr iz prve sezone kot Mix Mayfield. In tam je bilo izjemno pač ta dialog, ki ga ima, in ta neka človeškost, ki vnese v vse te vojne, ki smo jih predtem gledali, pač malo tako hecno, no, pač celi planeti so umirali, ljudje so pač na veliko umirali, ampak tle zdaj vidimo neko žrtev te vojne, hkrati pa se mi je tisti dialog okrog mize zdel zelo tako Tarantinovski. Zelo, To se mi je ful dopadlo. No, tako. In prav čakal si, prav vedel si, da bo enkrat počlo Billu Burru in bo sam
ne vem kako, ne morem reči, da poči, zato ker so to neke laserske pištole. Sprži. Sprži ga. Sprži. No, skratka, da ga sam sprži unga in da bo to. Pa vsa stvar se mi je zdela tako še kar v redu. Ne, tam že imamo že drugič imamo to napoved tega slečenja od Mandalorian, mislim slečenja, snemanja čelade, no, da ne bo, da se bo slekel, skratka, ker seveda zato, da se preobleče v truperja, mora menjati obleko in si mora sneti čelado in, o moj bog, dati drugo čelado gor. Ampak tam se že pokaže ta njegova pripravljenost, da mogoče pa jo bo enkrat res snel. In to se mi je, moram reči, da se mi je ta del pač glede tega zelo dopadel, pozabil sem kaj, sem hotel še reči, režiral ga pa je Rick Famuyiwa. Meni je v tem delu bila ful huda akcijska scena, noter z tem kao speed konceptom, ne smeš iti preko, ne smeš iti od spod, gusarji in je bilo, mislim, Mando se mora brez svojega oklepa boriti, the stakes are high, vse je super. Tisto je super izvedeno, zelo vredu del. Rick Famuyiwa je sicer bil kar več kot 2 leti, meni da je delal na Flash filmu, pa je šel proč zaradi creative differences z Warnerjem. In me ful veseli, da si je najdel kaj zadelati, ker je zelo dober režiser drugače. Med režiserji je presenetljivo, mislim, kar ni presenetilo, je bil Jon Favreau, ki pač je Disneyev zelo visoko pri njih za take stvari delati, pa avtor serije in je režiral en del. Ampak presenetil me je, da je Dave Filoni režiral prvo zadevo sploh, live action. Presenetila me je Bryce Dallas Howard, ki menim, da je boljša kot njen očka. In mislim, kot igralka se mi zdi ona ampak tole je bilo zelo dobro režirano in upam, da bo dobila kakšne variante pri Marvelu ali pa kjerkoli, ker mislim, da bi lahko spektakle delala dosti boljš kot njen oče, pa mislim, da tudi ceneje, ker on je menda je najdražjih. Pa še bolj me je pa presenetil Carl Weathers, to je Apollo Creed. Iz Rockija on je imel njegova karijera je šla full downhill. In potem se je pojavil na neki točki, je bil v Arrested Development seriji, ki je tudi Ron Howard delal in očitno ga je on nekako tu zdaj zraven dal, ker ima zadnje čase malo comebacka te karijere, ker vmes je dejansko človek režiral neke promocijske filme, korporativne in take stvari. Tako da, no, pa seveda Robert Rodriguez, ki pa bo fural sam serijo, katero spin-off zadevo bo Rodriguez imel, si je katero 2 zapomnil? Ne, mislim, da je on sicer producent The Book of Boba Fett, ne? Tole, to bo on imel prek, Po moje bo to on, bo to ta njegova, če lahko pač omenim, nobeden od nas ni izbral njegove epizode, Roberta Rodrigueza, ki pomeni veliko uresničenje želje mnogih oboževalcev franšize, seveda, kajti v njej Boba Fett zablesti v vsej svoji nenadjebljivosti, ali kako bi človek temu rekel. No? A sta vidva vedela, da je Boba Fett tok cool lik, kot je tle noter? Ne, samo Boba Fettu se skoraj nič ne ve, vse prej se ni. Mislim, na zadnje smo ga videli, kaj v Attack of the Clones, ko Fotrovo glavo pobere in that's it. Oziroma, pol pa še pač, ko pade v Sarlacc pit, kjer se je presnavljal 1000 let. Pač, on je vedno bil enigmatičen lik in tudi nikoli nisem razumel vse te velike fame Star Wars fanov, Boba Fett, moramo ga imeti, vem, da zaradi ene igračke je bilo to ful na meniju neki cajta, ampak veš, če imaš enega Mandalorianca, kot je Darin, napram Boba, je zdaj to čist druga zgodba, ampak seveda, ko pa imaš potem post-credits reveal, ali kako ne rečem, je pa to zopet glik drugačen zasuka, Kako se vam je pa zdel ta post-credit? Mislim,
Meni je bilo tako, ok, pač prevzame od tega, kako je bilo ime? Jabba the Hutt, ja. Od Jabbe prevzame imperij in pol bo vladal tam par planetom ali whatever. Ja, no, glej, vedno pa lahko reče, da ga je dobil Jabbe. Quite funny. Meni se je zdelo vredno, ne vem. Nekako sem po filmu Solo štekal, da bo Disney slejko prej želel ta crime syndicate, crime koncept v Star Warsih malo širše razvijati, ker je tam ogromno štofa noter, ki se ga še da raziskati. Ne. Tudi ena animacija je bila v 2 sezonah, če se ne motim, v 80-ih The Droids, kjer sta pač glavna lika C-3PO in R2-D2, ki se ukvarja točno s takimi temami, sicer tisto je dosti bolj kidi, ampak ves ta Hot Crime Syndicate pa ta leglo kriminalcev, a.k.a. Han Solo varianta, so tam dosti bolj razdela, oziroma je še marsikaj zapovedati tam znotraj tega vesolja. Ja, vsekakor. Mislim, da Solo definitivno ni znal tega povedati in Ron Howard. Kako disa tega Ron Howard? Pust ga. Glej, človek je naredil Willow, pa nič več uporabnega. Kaj pa Happy Days, to ni to našteje? Wow, ja, to je še starejše. Hotel sem še nekaj reči na tej točki. Ja, meni sicer tudi mislim, dobro, zdaj meni tale post-credit scene, jaz sem pričakoval, ne vem, karkoli drugega bolj povezanega z Mandalorianom, ali pa kaj pač bo v prihodnosti, ali pa ne vem kaj, in me v resnici ni toliko zdaj neki, ne vem kaj se mi ni zdel. Sem pa vesel, da je pač Ming-Na Wen še dobila pač igralka, ki igra Fennec Shand, da bo tudi ona očitno tam nadaljevala s to svojo kariero, ker ona je tudi res dost badass, no, mislim, vsaj v Agentih S.H.I.E.L.D. je The Calvary, tako da in je najbolj badass lik tam in se mi zdi, da je čist fina igralka in da super, da dobi še to priložnost. Smo pa zdaj že malo res pač upam, no, da 3. sezona ne bo postala odskočna deska za še 6 drugih spin-offov, no. Ja. To bi bilo dolgočasno. Ja. No, zdaj pa seveda ne moremo se izogniti temu, če ste poslušali do zdaj, pa niste zbežali, pa smo vam že vse pokvarili, vam bomo pokvarili seveda še to, ne, zadnja epizoda. Oziroma tisti moment. Zdaj, mnogi smo posumili, kaj se bo zgodilo, oziroma jaz priznam, da sem imel malo pomoči pri tem. Skratka, ko seveda Grogu sedi na, kako se že reče temu, kamnu Singstone ali nekaj takega. Ja, skratka, ko seveda sedi na Singstoneu in pošilja metuljčke nekemu jediju. Seveda smo videli na Singstoneu Luka Skywalkerja v zadnji trilogiji, ne, ga uporablja na tistem planetu, kjer ga Rey najde. In je s tem že bil nekako napovedan, ampak potem seveda v zadnji epizodi, ko se pojavi njegova silhueta, ki malo s tom meglo spominja na Dartha Vaderja v nekaterih prizorih že takoj, sta bila presenečena, sta bila šokirana, sta plezala po steni, sta jokala od nadušenja. Kakšna je bila vajna reakcija? To me zanima. Ne. Ne, nisem bil. Mislim, jaz sem imel v igri 2 imena in takoj, ko sem torej tega X-Wing Fighterja videl, sem videl, da je Luke. Pa še potem takoj ta njegova leva železna roka. Pa zelena sabla je takoj tudi potem oddala, kdo je. Ne, ni me pa presenetilo, ali pa ni mi bil za taki boom, da bi po steni plazil, ker jaz imam malo deljeno mnenje o tem. Pa sploh se ne gre za njegovo portretizacijo v tem delu, torej zgolj vizualen pristop, ampak tako sem, a res nisi mogel neki drugega uporabiti, a res moraš iti nazaj na originalen štof, da nekako daš fanom neki, a ne?
ki bi lahko tukaj uporabil to šanso pa pripeljal koga novega, no, ali pa koga, ki ga fani vsaj deloma poznajo, ali pa nek lik, ki bi znal biti prideti prav tudi vnaprej. Ne. Ker zdaj z Lukom je tako, vse fajn, pa to je fan servis, ki je čisto ok, je čisto ok, ni noben problem, ker si imel toliko build-upa do tega. Zdi se mi samo, da mogoče, če bo zdaj Luke vsak konec sezone prišel pa par zagat rešil, bo to problematično, ne? Da bi ga pa non-stop uporabljali, pa tudi ne bi bilo ok. Igor, tvoja reakcija je bila kaj bolj šampanca vredna? Ne, isto se mi je zdelo. Luke je dost na prvo žogo rešitev, recimo uporaba le v Rouge One, se mi je zdela dost boljša, dost bolj na mestu, kako poveže stvari. Ne. Tukaj pa pač ja, ok, da bi on enega učenca za to, da ga bo v tisto šolo odpeljal. Dost bolj bi se tudi meni dopadlo, da bi nekoga drugega, ker prav vem, da so krožili se z nami vsi živeči Jedi, ki bi lahko bili mentori na tej točki zgodbe, za katere se ve iz nekih knjig ali pa animacij. Ampak ne, pač je Luke, ok, je lušno, lepo ga je vedno videti, ampak bi mi bilo bolj všeč, če bi bilo kak bolj inovativno. Ali pa celo kdo, ki si mislil, da je mrtev, tako se Darth Maul pojavi v Solutu. Tudi ne, mislim, vse v animacijah je bil, pa je smiselno, da je tudi tam, ampak vseeno ti je tako, wow, I did not see that coming. In tukaj tudi, ne, zdaj dobro, Ahsoka je že bila, tako da bi, če ne bi Ahsoke že prej uporabili, bi bilo jasno, da bo tu ona prišla, ne. Ampak lahko bi še bil kdo tretji, no. Ja, res je, jaz sem še napol pričakoval, da bo rekel I am your father, ampak očitno niso šli tako daleč, da bi to. Je pa res, da kronološko, no, koliko sem jaz zdaj to spremljal, kronološko seveda stvar ima smisel, ker je pač Luke ima takrat to šolo in tudi ta del njegovega lajfa je najslabše opisan v vseh romanih, v vseh zgodbah in tako. Tukaj se ne ve točno, kje, kako je on začel s tem in tako naprej. Tako da mogoče z tega stališča vseeno malo upravičimo za nazaj. Ne. So se pa zdaj pojavile seveda cela prošnje in navdušenje, nekateri bi seveda radi, da zdaj ta igralec, ki je sicer prek katerega se bolj manj to računalniško prilepili pač Hamillov obraz, ne, da bi ta igralec igral Luka v neki novi seriji, v nekem novem Star Wars zadevi, ampak tudi jaz mislim, da se strinjam z vama, da smo že malo res naveličani Skywalker sage in da je zelo fino, da gremo nekam stran od nje. Seveda po drugi strani so se pa pojavile peticije, ki nagovarjajo Kylo Rena, naj ne ubije Groguja, ne? Kajti zdaj seveda vemo, da tam nekje, ampak jaz pričakujem, da bo Grogu prišel nazaj v 3. sezoni zaradi tega ali onega, tako da kaj pa vidva pričakujeta za 3. sezono? Kam zdaj ta zgodba pelje? Skratka, Mando je izpolnil svojo nalogo, dal je Groguja Luku svojim, skratka, jedijem. Kam zdaj tale stvar še lahko gre? Jaz imam en dober predlog, ne vem, če ga bo vzeli, ampak zdaj smo imeli pač 2 sezoni tega Adorable Baby Yoda in zdaj bi pa lahko šli naprej, ne, pa ugotovili, da je treba nove igrače prodati, pa bi imel Mon Calamari, enega malega. Bilo to, super, živite. Pa bi njega nosil na okrog. Ful mali Mon Calamari, it's a trap. Bogi Mon Calamari. A ne bi reči imel nekakšne žabice, kaj je Grogu precej pojedel. Ja, mogoče, da se odkripa. Kot payback za genocid. Pa lahko so 3 ali pa 4 bratje, vseh je bilo še ful v unem kozarcu. No, tako da. Ne vem, jaz mislim, da iskreno sem radoveden, kako bo je to naprej pelal. Vsekakor upam, da bi lahko ta Mandalorian koncept, torej njihovega planeta, ki je bil opustošen strani imperija, to konflikt, ki je bil spostavljen zdaj med Din Djarinom pa Bo-Katan, torej prestolov naslednico, da bi to bolj raziskali. To mene
To mene zanima. No? Vem, da je to malo drugačen koncept, kot smo ga do zdaj gledali, torej ta The Lone Wolf and the Cub logika, ne? Ampak mislim, da se to komod prvoščijo, pa da nič ne bi izgubili. Ne? Sicer pa če ti gre slabo v eni sezoni, prepelaš pamža nazaj pa. Ja, no, definitivno jaz sicer mislim, da ta štorija absolutno ni zaključena, zakaj bi Mandalore vlekli zraven, če potem bi kar pustili, da zdaj da njej Darksaber in ona gre svojo pot. Tako da jaz mislim, da tle neka stvar bo. Jaz sem hotel sicer še, zdaj, ker sem se spomnil teh žabic, meni je bilo tudi fantastično, zame pač moja nostalgija, čeprav je to nostalgija za par mesecev nazaj, mi je bila v resnici ravno ta prizor, ta del za tole žabico, kjer se pojavijo tile veliki gromozanski pajki, ki so že v Rebelsih, skratka neki Snow Spiders, whatever. Čeprav v Rebelsih jih skratka sprženje, kot je to omenil Mito, ne rani, ne? Tukaj pa jih, tako da tle je mogoče malo razlike. Malo so se pač to so že neki milenijski spiderji, pa so se že malo polenili. Bili so v karanteni predolgo, pa so pač zgubili malo. Ne vem kaj. Všeč me je, kako razmišljaš. Mislim, jaz se res željno pričakujem 3. sezono in upam, da jo bomo lahko gledali legalno in po možnosti bi imel to slovenskimi podnapisi, ker če Apple lahko, pol Disney tudi lahko. Tako da, in to bi imel pač res, naj se spravijo zraven. Že se ni tako se spravijo zraven. Poziv oboda Disney, nehi delati iz nas kriminalce. Ja, tudi vi bi radi bili legalni. Ne, definitivno pač Disney zdaj seveda z januarjem začne z WandaVision, letos pride Loki, pride Winter Soldier. Zdaj vsi ti spin-offi, ki so napovedani, so že toliko malo konfuzni, da sploh več ne vem, kaj se bo. Skratka, Boba Fett bo, pa seveda Ahsoka Tano, ki so že zdavnaj obljubljali. Domnevam, da tudi The Bad Batch, ne? Ja, The Bad Batch. Skratka, tudi tale animiranka, domnevam, da pride direkt gor, ne? In tako da definitivno bo v letu 2021 marsikaj zanimivega na Disney Plusu in mi bi to seveda absolutno legalno gledali. To je to. Jaz vidim, da je Mito nekaj zapisal v svoj star Trek kotiček, če tudi se zdi izredno bogokletno mešati dve star franšizi med sabo. Vem, da to oboževalci ne radi delajo, ali si Beatles ali Rolling Stones, ali si Star Wars ali Star Trek, tako je ponavadi. Jaz mislim, da je to tako eno čist Gen X pa boomersko gledanje na stvari. Mislim, dan danes to ni tako. Vsaka od teh franšiz ima neke dobre in ima neke slabe stvari, ampak samo zato, ker ima star v imenu, ne pomeni, da zdaj je pa treba tu fight vmes. Pa obviously je Star Trek boljš. No, glej, jaz vedno pri tem rečem, da sem jaz še vedno navijač Stargateov, tako da ne pozabi, niso sem dve franšizi, še tretja, ki se tudi vrača, mislim, da še ne letos, ampak v naslednjem letu naj bi se pa vrnila. Skratka, Mito, kaj si nam tokrat pripravil, kje je povezava z Mandalorianom? Povezava je z Westernom. Ta del Fistful of Datas. Pozabil sem, za kere sezone je tole, ampak premisa te epizode je, da Worf, Klingonec na ladji Enterprise, preživi nekaj časa z svojim sinom na holodecku. Ampak se zakomplicira njun holoroman, ki se odvija v Deadwoodu, torej divjem zahodu Amerike, ko se podoba Commander Data, torej našega dobro znanega in vsem ljubega androida, preslika na vse zlikovce in je v bistvu klasičen western, good guy, bad guy, šerif, streljačine, high noon, shoot-off imaš in pač to se mi zdi, da je taka povezava z našim Star Wars westernom. No.
Sliši se fino. Tako, ful zabavna, lušna, ni najboljša, ampak ima pa ogromno kvalitetnega humorja noter, tako res fajn. Super, skratka bomo dopisali sezono in epizodo in smo v rubriki kaj gledamo, beremo, poslušamo. Igor vmes piše v scenarij, vidim, tako da Igor na vrsti si, upam, da si se vsega spomnil. Pogledal sem serijo, naj poudarim serijo, 4 Weddings and a Funeral, 4 poroke in pogreb, ki ima neke malo veze z istoimenskim filmom, čeprav piše, da temelji na njem. Veze ima v tem, da so noter 4 poroke in pogreb tekom 10 delov. Pa to število je čist random. Gre pa za skupino mladih ljudi, mislim, to je tudi podobno, ki se zaljubljajo, poročajo, umirajo, whatever. Romantična komedija, ful dobro narejena v ta serialni format. Res zabavna. Mindy Kaling pa Matt Warburton sta producenta in showrunnerja. Super je narejeno, res. Humor je zelo, ni zdaj sofisticiran, ampak je lušno narejen. Fajn pelje štorijo, ne rata boring, in ko imajo razne te kičaste govore, kot ti si mi vse in podobno, kar pač mora biti v to vrstnih filmih, znajo to narediti na zelo zabaven način, dostkrat z malo samo ironije ali pa česa. In mislim, meni se je to zdelo, to sem pogledal celo zdaj v začetku leta, v par dneh. Krasno, super začetek leta. Koliko epizod ima to? 10, ampak res hitro minejo in ful se nasmejiš zraven. Postavljeno je v Londonu, drugače so glavni junaki, to mi je bilo ena najbolj bizarnih stvari. Glavni junaki so skupina Američanov, ki so skupaj študirali v New Yorku in potem so se vsi razen ene odločili, da grejo živeti v London in njej očitajo, zakaj ni. Zakaj se ni ona še preselila k njim pol vse, ne? Ampak tak, seriously, na nobeni točki ne razložijo, zakaj je kdorkoli od njih šel v London, kaj bi jih vleklo tja, ne, oni pač pridejo tja, pa se preselijo, pa si dobijo jobe tam, pa so full fine, ja. No, glej, jaz mislim, tudi vama zamerim, ker niste v Šiški, ampak ne Igor, ti si, ampak... to je mene pa samo letelo, ja. Mislim, jaz sem prišel sem, zakaj tebe ni še mito s tem? Jaz sem šel še dlje. Pa mislim, da je ta primerjava Šiška-London kar tam, no. Ja. Skratka, kaj si še pogledal, Igor, tole si velja zapomniti, posebej za vse romantične duše, ki bi radi lepo začeli to leto. Wonder Woman 1984, je film, ki se odvija leta 84. Mislim, da je ta kritika, pa je res tam na ravni kakšne Hojsove, tako film je. Tega sem tudi jaz. Moram priznati, da moje največje razočaranje, ne vem, če je bilo zate isto, Igor, je bilo, da pač nima nič z romanom 1914. Ja, ful manjka, to si strinjam. Ja. Mislim, soba 101, kje so podgani. Ima enih par vredo idej, ima Pedra Pascala, ki je kar cool, ampak pol pa ima ene klišeje. Ne. Pa tudi to se mi je zdelo malo za malo, da se je Patty spustila v tale Dick Swinging z Nolanom pa Michaelom Bayom, ki sta se šla kdo večji avto prevrže, ampak on sta se šla to 10 let nazaj, ko je v Dark Knightu on flipno tovornjak, pol je Bay v Transformerih še pač neke stvari na okrog metom, ampak noben ni več resno jemal. Ona je pa tu šla zdaj, ne vem, cel konvoj, ali kaj že, neki on je ogromen tank prek vrečt, prav, whatever, move on. Najdeš te povezave, stari.
To je Igorjevo ostro oko za detajle, Mito. Okay, ja, sej, zato ga imam rad. To imamo ljudje, ki živimo v Šiški. Mito, No, kaj si ti pogledal tele od zadnje epizode, ko smo naštevali, kaj gledamo? No, jaz sem tudi pogledal ravno včeraj Wonder Woman 84. Pa bom prišparal neke hujše kritike, meni se zdaj čist ok, poprečen superhero movie. Mogoče je ena par korakov nazaj, kot bi si pa mislil. Ne samo, da se dogaja, vejte si, tudi en taki campy feeling ima superhero filmov iz 80-ov, ne? Ampak mogoče moj največji beef s tem je, da se ful ne dogaja nekih hudih zadev. Tako po eni 100 minuti ali kjer izmiš, tako pa pizda, to se malo vleče, no? Veš, tako, naprav prvega se mi zdi, da Gal Gadot ful dostkrat nekako proba neke emocije posredovati, malo strmi ven, pogreša svojih boyfrienda. Tako naprej in ne vem, če je ravno dorasla tem emocijam kot igralka. Mogoče pa kaj več takrat, če bomo ta film vzeli pod drobno gled. Sem pa to je mogoče malo bolj špasen. Sem pa ravno kar zaključil tudi Buffy drugo sezono. Buffy nikoli nisem gledal. Vedno mi je samo en Bradonja iz levega brega Drave nakladal o tem. It's fun. It's fun. Prav relaxing je od vseh teh nekih hyped up serij, ki so nabite za akcijo, je pa ta epizodičnost, tedenski monster, pa 90s feeling, pa muska, pa zelo sproščen, rahlo campy pristop do teh horror, demonskih, vampirskih vsebin, prav cool. In mi je všeč, prav z veseljem pogledam. No, super, me zelo veseli, da se ti je dopadel. Ampak zdaj ta boljše epizode še pridejo, 3. in 4. Mislim, da sta najboljša v kanonu. Tako da se veselim namesto tebe. Jaz se bom pogledal, po mojem, spet čez ene par let. Ker pogledam to na vsake, ne vem, 6, 7, 8 let mogoče, ker že malo pozabim, tako da zdaj vidim, ker sem malo preletel, kaj je bilo vse drugi sezoni, da še nisem toliko pozabil, tako da mogoče še kakšno leto ali 2. Še kaj, Mito, si še kaj pogledal drugega? Gledam v bistvu za Expanse nazaj še enkrat, ko bi rad s Tino skupaj ujel 5. sezono. To je pa to, da smo tako zelo fokusirani na te 2 seriji trenutno. Tako da, Igor, nekaj si hotel reči? Ali? Glede Buffy bom poiskal, če se še kje najde, ampak jaz sem imel sošolca na faksu, ki je pisal fanfiction, the spicy kind of fanfiction. Si predstavljam. Če najdem kje še na netu njegove te kratke zgodbe, vam posredujem linke. In tudi našim bralcem. Super, naj že zelo veselim. Skratka, jaz sem gledal 2 franšizi, bolj ali manj zdaj te praznike, in sicer to sta seveda Star Trek filmi. Pogledal sem prve 3 filme, The Motion Picture, The Wrath of Khan in The Search for Spock, se pravi 79, 82 in 84. Takole bom rekel, jaz sem zdaj, ker sem gledal pač to dokaj povezano, ne takoj po originalni pa po animirani verziji sem šel gledati filme. Nimam toliko tega feelinga, ampak prav si predstavljam, da so ljudje, ki so to po 10 letih doživeli film Star Trek, kakšne emocije so to bile, in tisti prvih par minut, ki bi se mogoče marsikomu zdele, mislim, kam to gre res počas, ampak to kazanje, počasno odkrivanje ladje, ki je prenovljena, nova. Kirk porna, veš. Mislim, ful je epsko, no? In tudi drugi film, mislim, da še ujame malo tega, vizualije so seveda ful boljše, ful je zgodba malo bolj resna, stari so, kaže se to, pač niso tega skrivali, da so stari, niso skušali tega potlačiti, ampak so nekako upletli v zgodbo, to mi je bilo všeč. Mi pa je bil to zadnji del, ta Search for Spock, malo že mogoče too much, no, bom videl, kako se bo ta stvar nadaljevala, čeprav mi že tu Khan, pač več čas, ko sem poslušal, pa gledal te meme, nikoli nisem tega povezal s tem Khanom iz
originalne sezone, ki se mi zdel čist brezvezen lik. Ja. In tle noter pride kot velik zlikovec, pa ne veš zakaj v resnici. No. Ja, pač, veš, to so ti argumenti, kao neki vele umi, gensko napumpani možgani, ki so hteli zavladati zemlji in pač to je očitno. So res pobrskali ok, koga imamo tazga, ne, zraven onih vseh bogov, pa čudnih kreatur, ampak nekdo, ki je zemlja, ki ima s Krkom oseben bifar. Ja, je pa tako, no, me pa je tako, na koncu drugega dela ta smrt Spockova je pa super speljana, no, prav njegova, prav karakterno, pač malo mi je žal, da so ga nazaj obudili, no, čeprav pač še pride zdaj, še 3 filmi pridejo, no, ampak se mi je pa zdelo zelo fino, no, vsa ta zgodba in pač zaključek tega izjemnega prijateljstva, ki smo ga gledali in tako da jaz sem zaenkrat še kar zmerno navdušen in upam, da naslednji vikend pogledam še ostale 3. Zato, če bi hitro se samo skočil noter, ker mislim, da zgodba za trojko je tak, Nimo je rekel, da se ne gre več, zato je bila smrt v dvojki na mesto, pa ko so ga vseeno, prosim, prid nazaj, vse veš, da oni ne morejo nikjer drugje igrati, da je pač pol on imel zglihal neke krege, pa mislim, da je režiral trojko, če se ne motim. Dvojka je njegova. Ja, da je pol rekel, ajde, gremo vse, ne. Ker ja, dvojka, če bi sam pri tem ostalo, bi bilo super tak nek zaključek te ekipe, no. Še posebej meni je ta stavek všeč, ko se Kirk poslovi od torpeda, kjer je njegovo truplo noter, izmed vseh potovanj je on ki je bil najbolj human, ne, najbolj človeški, ne. Se mi zdi tako, beautiful. Ne. Ja, jaz se strinjam, tako da jaz vsekakor priporočam tudi filme, no, in se pravim, veselim se, da pogledam še preostale 3 in da se potem selim na novo generacijo. Yes. Sem pa vmes pogledal še prvih 7 Harry Potterjev, pač zadnji mi še manjka, sem še zadnji, tako da mogoče več o tem v naslednjem. Bom pa tako rekel, da zdaj, ki jih gledam po kar nekaj letih, no, jaz sem jih sem enkrat pogledal vse skupaj, nikoli nisem, mogoče sem enko gledal 2krat ali pa 2 še, nikoli pa vseh še enkrat. In ene stvari se mi zdijo kar zelo fine, no, se mi zdi, da so zelo dobro prestale test časa, je pa test časa tudi gledanje tega, ker je vsak del 2 uri pa pol najmanj, no. Tako da to je res kar težko, no. Pri enih delih, 2 dela sta, ki se kar mal vleče, no, moram priznati, se skupaj, ampak Saj pri Harryju Potterju, to je sploh z malimi otroci težko, zdaj bomo pa gledali 2 uri pa pol, zdaj pa moramo najti 2 uri pa pol cajta, da bomo gledali dejansko TV lahko, ne. Pa pauze vmes moraš imeti, pa vse to, ne, in je kar zna biti naporno, ampak moji ta mali so zelo všeč, knjige in filmi, mi smo pač prva 2 pogledali, zelo postopoma doziramo, ne. Ampak ja. Meni se pa zdijo, da so ekonomični, koliko razumem, pa knjig še nisem prebral, da je marsikdo umanjka, no, v ekranizaciji. Ja, absolutno je tudi precej manj stvari, ampak veš kaj, ta ekonomičnost je včasih tudi tako, ne, ene stvari niso povezane sploh med sabo. Tam v enem delu sta 2 štorije, ki se na konci prepleteta, ampak ti za eno zveš tako tik pred zdajci. Pač, Jean je našla nek dnevnik, mimogrede, bila je obsedena, cel cajt tega filma. Ja, ampak vse v knjigi je isto, veš. V knjigi isto, glih beremo to knjigo drugo. In v knjigi ti tudi ne zveš nič. Ona je samo omenjena, glih toliko v filmu, super adaptacija je. 2 meni je ena dejansko boljših zaradi Kennetha Branaga, ker ne glede na to, koliko nas je motil v Tenetu, tukaj je briljant. Tukaj v 2 je on tale šarmer, fake čarovnik in je perfekt. Ja, seveda igralska zasedba pa je itak fantastična, ne? Tle pa nimamo zgubljati besed, tudi recimo otroci so se zelo dobro izkazali na koncu, ne? Ne nazadnje razen Rona, ki ga nisem več videl v nekih večjih filmih, ampak je tudi imel svoje vloge, sta pač in Hermione in Harry seveda igralca se pravi Radcliffe in Emma, igralca seveda z sjajnima karierama. Hvala, Igor, ja. No, skratka, mogoče še več o tem, ko pogledam še zadnjega. Definitivno je meni tudi tako, da je tudi v knjigah marsikaj narobe in da se to kaže v filmih. Pač nekonsistentnost sveta, nelogičnosti, ki so noter, ne. Mislim tako, Bradavičarka je definitivno šola, ki bi jaz jemo nadaljavo, ne, ker mislim, sorry,
tle otroci lahko umrejo za vsakim vogalom. To je pač noro, kako nesposobni, nevešči, nepazljivi so ti učitelji. No, katastrofa. Ampak mogoče o tem še kasneje. Definitivno priporočam vsem, da če že kupujete knjige, pa iščete v trdih platnicah, tako kot jaz, ne kupovati dragih knjig na rabljene knjige na Facebook skupini, kjer dosegajo vrtoglave zneske, ampak počakajte še nekaj mesecev, mislim, da 2 ali 3, kaj ti pridejo nova izdaja, Mladinska knjiga bo izdala nove knjige v trdi vezavi, no? Ker zdaj jih kar nekaj let so bile samo v žep. Hvala za tip. Tudi jaz si bom nabavil. Namreč, jaz sem hotel tole kupiti, ampak res pravim, to so astronomski zneski, ki jih ljudje morajo dati za te knjige, če jih hočejo imeti v trdih platnicah. Tako da malo sem zdaj kakšen dober posel speljal. Ljudje in ljudine, to je bila že, ne boste verjeli, naša 72. epizoda. Zdaj to povem na koncu, včasih sem se čudil na začetku. Poslušali ste namreč podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, Boba Fett, Hater, Gegič. Potem Igor Ron Howard, Hater, Harp in pa Aljoša Džabe de Hat Harlamo. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov. Ne pozabite, kljub temu, da je leto 2021, da se je začelo cepljenje, je virus še vedno resna nevarnost in še naprej se moramo čuvati. Mi se upamo, da se vi tudi, s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodelavce, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje. Čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj, tudi ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerate, lajkate naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, mi je Igor vmes pomagal, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če se vam bo v naslednjih dneh zaluštalo pojesti kaj eksotičnega, pustite jajca ogroženih vrst na miru, pojdite v lokalno pekarno 5 minut preden je zaprejo in kupite pizza burek, ki so ga spekli zjutraj, lahko greste tudi naslednji dan zjutraj. Za eksotične filme, serije, knjige, teme, družbeno vprašanje in šale pa poslušajte podcast Obod. Morda nismo vedno po vašem okusu, to da nikoli nismo dolgočasni. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobod, na Facebooku smo podcast Obod brez pikic s K-jem, enako na Instagramu, tam delimo rajcelje, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, ljubezenske pesmi, groguju, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila 72. epizoda, 17. special iz karantene. Če bo vse tako, kot mora biti, se slišimo spet naslednji torek, namreč 12. januarja, ko smo se namenili govoriti o drugi sezoni serije His Dark Materials oziroma njegova temna tvar iz HBO, ki ji predvidoma 19. januarja sledi dolgo pričakovani, dolgo napovedovani pogovor o nemški seriji Dark z Netflixa. Za vse tiste, ki ste nas spraševali, kdaj se bomo lotili Dark, zakaj se ne lotimo Dark, ali bomo se lotili Dark. Za vse druge, ki nas tega niste spraševali, se pa lahko pripravite na epizodo in serijo pogledate oziroma pogledate še enkrat. Tole so naši načrti za začetek veličastnega leta 2021, leta, ko bo vse drugače, ko se bodo znova odprle kinodvorane in bomo videli vse tisto, česar lani nismo mogli. Obodovke in obodovci, ostanite zdravi, kjerkoli že ste, upamo, da ste lahko doma, se slišimo in poslušamo.